Četrto večerovo soočenje je tokrat potekalo v najstarejšem mestu Ptuj, kjer se je s 5 županskimi kandidati pogovarjal novinar Večera Uroš Gramc. Načrtovani sta še 2 soočenji, in sicer v ponedeljek v Dravogradu ter zaključno torkovo v štajerski prestolnici mestu Maribor. Kaj boste vi naredili najprej, ko postanete župan? Najprej se bom seveda zahvalil za zaupanje volivkam in volivcem Ptuja, jim razložil, da moj cilj, interesi in neka bolana želja ni dejansko položaj, slava, denar, ampak je dejansko pomagati ljudem, to, kar sedaj delam, in po humanitarni plati, in moja županska funkcija bo po eni strani nadgradnja humanitarnega dela, po drugi strani pa se zavedam, da je treba občino voditi kot dobro podjetje. Se pravi, dal jim bom delo, dal jim bom zaposlitev, vsakemu svoj ekološki vrt, hektar zemlje, šajtrgo, pa lopato, pa imaš, delaj, posadi si, ti bo zraslo, boš preživel, boš imel višek, boš prodal, in tu je v ekološkem vrtu je gibanje, je zdravje, je trenutek, ko otrokom pokažeš, odkot hrana pride, kako muko se hrana pridela, in potem ne bodo imeli časa misliti na norije in kje sproščati svojo energijo v smeri vandalizma, ampak si bodo počitek tudi zaslužili. Seveda se bom zahvalil volivcem, pregledal finance na občini, pregledal projekte, ki so v izvajanju, in tiste, ki so potrebni korekcije. To je tisto, kar mislim, da sem dolžen narediti, in to bom tudi naredil. Nadaljeval bom intenzivno z vsemi investicijami, torej Dominikanski samostan, cestna infrastruktura skozi Novo vas in projekt druge faze podtalnice. Seveda predtem pa moram konstituirati mestni svet, delovna telesa, in da do konca leta sprejmemo 2-letni proračun, in s tem so pogoji postavljeni za pospešeno delo naprej. Najprej bo seveda trebalo pogledati, kako je finančno stanje, finančna solventnost, potenca mestne občine Ptuj. Kot je znano, je mestna občina Ptuj precej zadolžena, prodala je skoraj v glavnem vsa zemljišča in pred njo so veliki projekti, kot je tudi Evropska, torej prestolnica kulture, in kar je ena iz izjemnih nalog in lepa možnost za ptujski turizem in kulturo, tako da bo najprej potrebno pogledati solventnost, potem pa tudi pripravljati počasi proračun, sestaviti mestni svet, vse organe, odbore, komisije, in potem začeti hitro delati, ker problemov je kar veliko. Predvsem bom se najprej zahvalil občankam in občanom Ptuja za izkazano zaupanje in jih še enkrat opozoril, da se tista prava energija ne drži evrskih bankovcev, ampak našega srca. In to energijo srca, se pravi, mi imamo radi naše mesto, naš Ptuj, in to energijo verjamem, da lahko zmagamo v tekmi, ki se ji reče Ptuj uvrstiti med najhitreje rastoča mesta v Sloveniji.